Petek 7.2. je bila na sedežu družbe Livar d.d. sklicana skupščina, ki pa jo je poslovodstvo samovoljno preklicalo. To se je zgodilo po prejemu zahteve delničarjev za razširitev dnevnega reda in najavljeni udeležbi posebnega revizorja, ki ga je sodišče imenovalo na predlog delničarjev. Številni mali delničarji so se navkljub preklicu skupščine odpravili na sedež družbe, da bi dobili pojasnila glede zaskrbljujočega stanja v družbi in zavajajočih odgovorov poslovodstva. Ta isto vodstvo pa je delničarjem z najeto varnostno službo preprečilo vstop na posest podjetja, čeprav so ti le želeli na pogovor k vodstvu, ki upravlja z njihovim podjetjem. Pričakala nas je varnostna služba, ki je sicer korektna, seveda s svojimi navodili, da nas absolutno ne spustijo naprej. Želeli smo, da bi se vsaj oglasili do predstavnikov družbe, ampak nam je bilo sporočeno, da bo to možno edino ob kaki drugi priložnosti, morda ob predhodni najavi. Dejstvo pa je, da glede na postopke, ki jih v družbi spremljamo, ni več prav veliko časa, da zaščitimo interese delničarjev v tej družbi, ker kot kaže, so se vodilni v spregi z upniki namenili po postopku prisilne poravnave družbo pripeljati v stanje, ki ne glede na to, da je do nedavna uspešno poslovala, seveda z željo preko slej verjetno, da bi se okoristili ob prodaji, preprodaji te družbe, pri čemer seveda bi bili vsi delničarji oškodovani oziroma ne bi prejeli nič. Ob tej priložnosti me veseli, da se je očitno kar nekaj drugih delničarjev, njihovih zastopnikov tudi zbralo in skušalo dobiti pojasnila od ključnih akterjev, kot kaže še ena od tistih zgodb, kjer mali ljudje potegnejo krajšo, nekateri pa v svojih udobnih foteljih skrito z varnostnimi službami, seveda ograjeni od lastnikov, od ljudi, ki so tekom let svojim delom nenazadnje tudi soustvarjali to, kar ta družba je dosegla, predstavljala in nenazadnje ni nobenega razloga, da ne bi bila uspešna tudi zdaj in v perspektivi. Delničarjem se pojavljajo vprašanja, povezana z nekaterimi namigovanji, da želi poslovodstvo načrtno rušiti oziroma oslabiti Livar z namenom dokončnega prevzema po minimalni ceni ali pa kar brezplačno. Do tega lahko pride, če je družba pahnjena v insolvenčni postopek ali prisilno poravnavo. Zato so delničarji na glavnega izvršnega direktorja družbe Roka Rozmana konec lanskega leta naslovili dopis z 21 konkretnimi vprašanji. Delničarji s prejetimi odgovori niso bili zadovoljni, saj so ti bili po njihovem mnenju pomanjkljivi, v nekaterih primerih pa celo zavajajoči. Njihove bojazni so se že kmalu potrdile, saj je bila skupščina delničarjev družbe preklicana, družba pa je pohitela z obvestilom o predlogu prisilne poravnave. In mi je hodil 30 let, pa da ne dobim tizga. Kar smo ustvarili, mi smo imeli plače, tisti certifikat sem tudi uložila noter, kupovali se je fabrike, se tudi v današnjem klasju nekaj, ena polovica strani piše, da pa nimajo denarja, da bi dali tisti božji dinar, mislim, sem razočarana. Se pravi, želite si v bistvu samo tisto, kar je vaše? Ja, samo to. Pa tisti naj bi bili kaznovani, ki so to zafurali. Če smo imeli tu denarja, nam niso dajali, vsi bote so bile delovne, solidarnostne. Ostali, ki so bili pametni, pa tu so že prodali. Ali pa se znebili. Ampak jaz sem zdaj vdova, imam prizadete otroke, se zmeraj šporala, se bo na starost. Ne, se vsak dan skoraj mjem pelam, vidim, da se dela, ne. Ne, pa še zdaj solidarnostno naredijo. Vsak med za enega delničarja, ne tisti. Bogi so tisti, ki so jih še dokupovali, ki je bila enkrat ena akcija, ne. Zdaj me niti not ne pusti, je sramotno. V vašo firmo v bistvu? Ja. Ko sem bila zaposlena so svojo delovno dobo, vložila sem certifikat, kupovala sem večino plače, bila sem vodilni in vodstveni kader, večino plače oziroma velik del plače je šel za te kredite. Spremljala sem poslovanje podjetja,
pod to upravo od leta 2012 so bili sami superlativi, krasni rezultati, potem pa naenkrat izveš, da se ti čez noč pač računaš, da boš od tega odrekanja v preteklosti nekaj imel, potem pa naenkrat vidiš, da so pogoltni ljudje, zdaj pa rekla, prav pogoltni ljudje z istim scenarijem, ko so prišli sem, začeli delati tukaj, zdajle ta trenutek. In nam želijo vzeti to, kar smo, gospa je povedala, ustvarjali, naredili z goljufivimi metodami. To pa ni sprejemljivo. Samo toliko. Med drugim so se pojavile informacije, da naj bi trenutno največji delničar Livarja, Vinpro d.o.o., svojo 4,5 milijona evrov vredno terjatev, na podlagi katere je pridobil 75% delež družbe Livar, kupil s kar 89% diskontom za 0,5 milijona evrov. Ob tem, da je bila družba Vinpro d.o.o. ustanovljena zgolj en dan pred nakupom terjatev do Livarja. Podobna zgodba in podobna razvodenitev premoženja obstoječih delničarjev pa naj bi se ponovila že v kratkem, saj naj bi po nekaterih informacijah britanski finančni sklad Anacap, ki ga v Sloveniji zastopa nekdanji finančni minister dr. Uroš Čufer, svoje terjatve do Livarja, ki jih je z velikimi diskonti odkupil od bank upnic, spremenil v lastniški delež. Ker gre dejansko za več kot očiten poskus oškodovanja, upamo, da bomo z pravnimi sredstvi uspeli to preprečiti. Kot mali delničar sem iz časopisov zaznal, da se nad Livarjem zgrinjajo temni oblaki. V bistvu ni mi bilo logičen zakaj, potem pa, ko malo bolj spremljaš situacijo, vidiš, da je v zadnji nekje, bom rekel, en načrt, bom rekel, na osnovi katerega bi igralci, ki že več let upravljajo, vodijo Livar, se radi znebili delničarjev in s tem, bom rekel, prikrili nezakonite postopke, na osnovi katerih, bom rekel, so, če rečem, že v preteklosti prevzeli Livar in ga upravljali. Že novembra sem zahteval sklic skupščine in, bom rekel, od upravo prosil, da delničarjem predstavi, kaj se sploh dogaja. Da ne bomo kar na lepem presenečeni, da nismo več delničarji. Nažalost se je ravno to zgodilo. Uprava pa, bom rekel, ni bila v stanju sklicati niti upravnega odbora, trajale več kot 3 tedne, da so sploh odločali o mojem predlogu za sklic skupščine, čeprav glede na to jim zakon o insolvenčnem poslovanju podjetij daje celo možnost, da v 15 dneh sklicajo skupščino, v primeru, da so kakšne resne stvari, ki jih je uprava zaznala. Ampak očitno so precenili, da ni nobenih resnih stvari, zaradi tega niso v skupščine sklicali. Se pravi, delničarji po 3 mesecih še vedno ne vemo, zakaj se gre, kaj se dogaja z družbo, in smo zelo razočarani in menimo, da trenutna uprava, ki vodi družbo, dela v škodo delničarjev, in zaradi tega bomo tudi v prihodnosti preko sodišča probali zahtevati sklic skupščine in tudi, bom rekel, menjavo uprave, ki bo delala v interesu vseh deležnikov in ne zgolj v interesu nekaterih individualnih, bom rekel, bodočih upnikov, ki so, rečemo, zdaj upniki in so pripeljali stvari tako daleč, kot so. Jaz osebno kot delničar sem absolutno razočaran nad tem, kar se dogaja. Moram priznati, da lansko leto, v začetku leta, preden je gospod Rozman prevzel mesto glavnega izvršnega direktorja, je rekel pač, da za njega delnica Livarja ni vredna nič. Meni je bilo takrat smešno, pač družba je imela po javno znanih podatkih skoraj 8 milijonov kapitala, 7 milijonov EBITDA, 4 milijone dobička vsako leto in taka izjava je naravnost hecna. Seveda, če nimaš v zadnji že načrt, kako in kaj speljati v prihodnjem letu, in načrt se je pač zdajle pokazal in vidimo, kaj se je skozi načrtovalo, tako da smo toliko bolj delničarji še šokirani zaradi tega. Z raznih dokumentov se je pokazalo, da je Vinpro, ki je pred 7 leti odkupil 4,5 milijone terjatev za 500 tisoč evrov, okrog 500 tisoč evrov, v bistvu zato v 7 letih bankam ni plačal niti evra, kar pomeni, da
da so upravljali družbo več kot 7 let, brez zato, da bi en evro plačali, ne. In to je, za mene je to nedopustno. V tem se je še pokazalo, da v bistvu lastništvo Vimpra, ki je 75% lastnik, je bilo, bom rekel, večinoma na fiduciarnem računu, se pravi skriti lastniki. Tako da upam, da bo posebna revizija, ki jo je sodišče lansko leto določilo, pokazala stvari in bo pač razkrila, bom rekel, kaj se je sploh dejansko v ozadju dogajalo z Livarjem. Ob dejstvu, da je v zadnjem obdobju prišlo tudi do več menjav v vodstvu družbe, se pojavljajo še različni očitki bivšemu, predvsem pa aktualnemu vodstvu, posebej na račun novega glavnega izvršnega direktorja družbe Roka Rozmana. Slednji je bil predtem zaposlen ravno v Unicredit banki, ki je v navezi z Addiko Bank z izjemnim 89% diskontom prodala terjatve do Livarja, zdaj največjemu delničarju družbi Vimpro. Direktorju Rozmanu tako nekateri delničarji očitajo pomanjkanje kompetenc, pri čemer so prepričani, da je bil na položaj imenovan zgolj za izvedbo finančnega prestrukturiranja v družbi, kjer leto sploh ni bilo potrebno. Pri tem naj bi s popravki in odpisi želel zmanjšati kapital Livarja pod 4 milijone evrov, kar predstavlja pomembno mejo, pod katero v primeru koncentracije lastništva mali delničarji ne bi bili več zaščiteni z določili zakona o prevzemih. Družba je sicer poslovala super, očitno pa je imel nekdo malo drugačen interes v zadnjem letu, ne? In poteze, odločitve, ki so jih sprejemali, jasno nakazuje na to, da je glavni namen zmanjšanje premoženja družbe, in v bistvu to se bo verjetno še s pravnimi postopki ugotavljali in dokazovali. Skratka, je možnost, da se ponavljajo, bom rekel, neke tajkunske zgodbe iz preteklosti, kot smo jih že poznali? Jaz mislim, da ni to možno, ampak je očitno. Skratka, imamo opravka pravzaprav z znanimi akterji, ki jih lahko spremljamo, njihova ravnanja, aktivnosti, da se izrazim morda bolj slikovito, rabote v preteklosti. In kot rečeno, tako kot v omenjenem primeru, tudi v tem primeru bomo skušali zaščititi z pravnimi sredstvi interes delničarjev in družbe, ali pa na drugi strani seveda doseči vsaj možnost izstopa delničarjev, torej vsaj doseči možnost, da bi te delnice lahko prodali po pošteni, po primerni ceni. S tem v zvezi bi se poleg zbranih delničarjev obrnil tudi na ostale delničarje, v družbi jih je blizu 300, da se vključijo v naše postopke. Mi smo vse obvestili o tem, kaj se v družbi dogaja, in s tem v zvezi ponudili tudi delničarski sporazum. Namreč več, ko nas bo, več bo možnosti, da dejansko uspemo kaj doseči. Jaz seveda posebnega razloga za optimizem nimam, ampak vendarle vse, kar lahko zagotovim, je to, da tako kot v drugih primerih, v številnih smo bili uspešni, pa ni dobro kazalo, bomo tudi v tem primeru naredili vse, da dosežemo rezultat in učinek za delničarje in ne nazadnje za samo družbo ter skupnost.